Spoštovani gospod župan Ivan Molan, draga Stanka Molan, naša zvesta poslušalka, spoštovani tudi Nataša Avšič-Bogovič, poslanka Državnega zbora in Mojca Florjanič, podžupanja naše občine. Pozdravljeni, spoštovane prav vsi tukaj, nekateri ste prišli oddaleč, ste naši zvesti obiskovalci in res velika hvala, da vas ta lep dogodek pripelje v Brežice. Torej, na predzadnji dan leta ob 19. uri, že 11-tič številnimi, ste pravi enimi prvič, drugimi že 11-tič, nekaterimi 5-tič, ne vem točno natančno, ampak skupaj preživljamo ta večer. Hvaležim za vse, kar je za nami in da na god svetega Felixa Srečka tukaj pozortuno, tukaj nad mano je boginjo sreče, nekako smo zgoro obeh, rečemo hvala za preteklo leto in pričakujemo veliko dobrega in lepega v letu, ki je že skoraj tu. Za nas je bilo to leto 2025 živahno muzejsko leto. Prepletali smo obilje baroka s tegobami 20. stoletja, ter uživali dediščino na dogodkih in razstavah, ter o dosežkih naših prednikov pripovedovali več kot 37.000 obiskovalcev muzeja in vodovodnega stolpa, tam nekje par procentov več kot preteklo leto. Utrip gradu, vodovodnega stolpa in centra za obiskovalce dajete pa vi, obiskovalci, kar pa seveda ni mogoče brez izjemnega uživja. To pa so naši sodelavci in sodelavke Posavskega muzeja in na ta dan je pomembno in prav, da jih malo izpostavim oziroma da jim rečem preprosto hvala. Izjemni, neprecenljivi ste in sama sem ponosna, da nam ob številnih hvalah in nekaterih grajah uspe ohranjati, varovati, skrbeti, predstavljati našo dediščino, predvsem pa nam uspe skupaj z vsemi vami omogočati, da v njej, v tisti dediščini, ki so ustvarili naši predniki, vsi lahko tudi uživamo in sicer vseh letnih časih. Pri tem nam pomagate tudi številni prostovoljci, med njimi imajo poseben pomen znamenite Posavke in Posavci, izjemni člani naše skupine, ki svojimi interpretacijami bogatijo dediščinske pripovedi. Drugi festival evropskega filma, prvi baročni dan, sodelovanje z najbolj obiskanim dvorcem na Hrvaškem, to je dvorec Strahoščan, projekte Intervajn in Črnobela harmonija z Krškega polja, ter še številna druga sodelovanja nas povezujejo z odličnimi partnerji. 11 let, na primer, šteje tudi naš uspešen projekt Gradovi Posavja in v letu 2026 vas bomo aprila od 10. do 17. povabili tudi na prvi festival Gradov Posavja. Kmalu pa upam, da vas povabimo tudi na podstrešje, pod prenovljeni jugozahodni stolp, pa ponovno pod paviljon in upamo tudi na grad Pišece. Leto 2026 bo zaznamovala tudi stoletnica rojstva akademika profesorja dr. Jožeta Toporišiča, pa tudi 35-letnica naše države, pa seveda tudi volitve. A pustimo to, pustimo preteklost, pustimo prehodnost, sedaj smo tukaj v najlepši dvorani, ki je ustvaril, lahko bi rekli, vrstnik naših glasbenikov. Tisti, ki ne veste, tam je naš Frančišek Karl Remb, pozdravljen. Letos smo praznovali 350-letnico njegovega rojstva. In ta se je izobraževal najprej doma, pa na tujih tleh, se vrnil v Slovenijo, dokazal odličnost in ponovno odšel v svet. Za danes in tukaj pa smo hvaležni, da so se k nam vsaj za danes in tukaj vrnila Veronika Strnad in Marcel Slakonja, ki se prav tako kalita na tujih tleh. O njiju ste mogoče med mojim nagovorom ali pa pri pričakovanju v začetka že kaj prebrali, nič hudega lahko berete, kadar jaz govorim. Številni je seveda tudi poznate, oba pa boste lahko tudi pomahala svojim družinam v prvih vrstah, pa tudi jaz jim maham tako. Dobrodošli. In z nami delila nova znanja in odličnost. Mi pa bomo delili našo podporo, naše aplauze, in to je danes tudi naša najpomembnejša naloga. Veselimo se, ker ste tukaj, skozi program nas bo vodil programski list, torej beremo, gledamo, poslušamo, nič ne klepetamo in z veliko ploskamo. Dobrodošla Veronika in Marcel, jaz vidim oba, Veronika ni na začetku, pozdravljam pa Marcela Slakonjo in Blaža Avsenika. Uživajmo!
Ako do tebe
Kar ne moram verjeti, da smo že skoraj pri koncu. Hvala Veronika, hvala Marcel, hvala tudi za kavo v Kopenhagnu. Tebi v Ameriko pa še pridem, ja, vse blizu. Vse so bile krasne, ampak ta lepa je zadnja, ki nas tako vedno nekako, te slovenske nas popeljajo v ta posebna čustvena stanja. In res sem skoraj jokala, tako da sem moral se zdaj malo zbrati. Ampak ok. Dobro, smo pred zaključkom tega krasnega koncerta in vedno se v tem trenutku veselimo tudi besed našega župana, ki že 2 desetletji je v naši službi, da on je pri nas v službi, je tako Brežičani in Brežičanke. Že 11. pa je tudi soproga z nami. Hvala za podporo, hvala za razumevanje, da je tudi muzej središče naše skupnosti. Hvala tudi za podporo obema, ker je zelo pomembno, da so štipendije. Zdaj tale gospod Ignas Verjatelj si tudi dajo štipendijo Rembu. Ne vemo natančno kakšno, pa verjamo, da je bila večja. Dajmo zdaj lobirati za več. Pa pustimo to, danes ne moramo tega rešiti. Smo pa lahko hvaležni vsem, tako naši občini Brežice, ki je lastnica gradu in vodovodnega stolpa, pa vsem občinam, soustanoviteljicam, Ministrstvu za kulturo. Hvala tudi vedno vsako leto našemu zvestemu donatorju in prijatelju Robertu Šupetu, res hvala. Te prav vsem, ki nas na različne načine podpirate. Danes, na primer, so z nami tudi člani Društva za srce in ožilje, za zdravje srca in ožilja, Posavje, se opravičujem, ki praznujejo tudi zaključek leta, tako da hvala tudi vam in vedno ste naši krasni podporniki. Torej, skupaj služimo naši dediščini, skupaj služimo naši sodobnosti in prihodnosti. Boste obljubila, da pridete večkrat, ne? Čeprav ste videli, Marcelo zelo lepo tam malo mišlje na severu. Veronika, ti pa prideš domov, ha? Še ne. Dobro, torej hvaležni, da smo tisti, ki skrbimo za dediščino, da skupaj se ustvarjamo. Že jutri bo ta koncert del naše preteklosti in seveda da se iz tega naučimo veliko za boljšo prihodnost. Nekaj o prihodnosti, pa nekaj lepih želja, pa nam bo izrekel tudi naš župan, gospod Ivan Molan. Ja, spoštovana Veronika in Marcel, spoštovani vsi nastopajoči, spoštovana direktorica Posavskega muzeja in vsi zaposleni, ki nas skozi celo leto razvajate z lepimi trenutki, se trudite za to, da nam je lepše in seveda, da se v tem našem prečudoviti Viteški dvorani ali pa v drugih prostorih tega gradu lepo imamo in srečujemo. Res je, lahko smo hvaležni, da imamo tako kulturno dediščino, hvaležni smo pa lahko, da imamo v svoji sredini tudi takšne talente in še posebej se jim treba zahvaliti, da kljub temu seveda, da so odšli v široki svet, kjer je marsikaj vidijo, srečajo, pa tudi se marsikaj naučijo, da na koncu leta med temi prazniki, ki so predvsem prazniki družinski, še vedno so pripravljeni tudi del svojega, tistega, kar so nekako se naučili v svojem življenju prikazati tudi nam in to tudi lahko rečemo, da so tudi oni del ne samo svoje družine, ampak del vseh nas. Seveda, v občini Brežice smo veseli in ponosni, da nekako na koncu leta se vsi srečamo, ki smo prijatelji tako Posavskega muzeja, naše kulture, te Viteške dvorane in res je lepo, ko vas vidim v takšnem velikem številu. To pomeni seveda, da je kultura v naših srcih, naših krajev res izjemnega pomena. Je pa pomembno tudi to, da se to srečamo nekako med temi božični novoletnimi prazniki, ki so na nek način najlepši prazniki. To so tisti čas, v katerem nekako se vsi vzamemo malo miru za seboj, v katerem nekako pozabimo na mogoče slabe, na marsikaj stvari in na katerem se poskušamo združiti, povezati
in si izrečemo marsikatero lepo besedo, velikokrat pa seveda tudi se spomnimo na tiste, ki mogoče med letom ne morejo sem priti naše najdražje, med tiste, ki živijo malo v težjem in v tem trenutku jih tudi z veseljem obdarimo in jim rečemo kaj lepega. Je pa tudi neki čas, ki si nekako zaželimo, predvsem, da bi bilo v letu, ki prihaja, predvsem leto sreče, medsebojnega razumevanja, predvsem leto uspehov, zdravja in vsega dobrega. In seveda moja današnji dan je tudi želja, da bi to, kar si v novem letu že želimo, tudi čez leto tudi odanjanili. Velikokrat je to predvsem odvisno, ali se bojo res te lepe izrečene želje uresničile od vseh nas, in jaz vas seveda vabim, da v letu 26 vsi poskrbimo za to, da bojo te lepe želje, ki jih izrečemo drugim, tudi uresničene in da s tem prispevamo k temu, da bo leto 26 predvsem leto miru, sreče, medsebojnega sodelovanja, predvsem pa leto uspehov in vsega dobrega. Zato na koncu vam želim, naj bo to srečno leto, leto, v katerem se bomo veselili in tisto leto, v katerem se bomo na koncu leta ponovno srečali v takem ali pa še večjem številu in rekli, lahko smo zadovoljni, da smo ponovno eno leto preživeli v miru, veselju in vsem dobro. Hvala lepa in lep večer. Skupaj se bomo zahvalila tudi glasbenikom in sicer takole. Godalni kvartet, prvič so v naši dvorani, niso zadnjič, ne da? Krasno in res velika hvala. Torej, godalni kvartet Aleksandar Rogina. Hvala vam. Dejan Muc. Peter Njegovan. In Andi Pogačnik. Na klavirju Blaž Avsenik. Velika hvala in eno skromno rožico bi rada dala tudi dragemu Rudiju Strnadu, ki nam je omogočil, da smo imeli še lepši koncert, da sem tem zdraven paše, da ste nekaj, malo manjši cvet, hvala tudi, da ste ne rešilo. Tako velika hvala pa dragemu Krištofu Strnadu, tudi njega poznam od starega mali. Tudi njegova teta iz ozadja, sem prav Krištof lahko, vedno. Krištof, brez Krištofa ne bi bilo tako krasnega koncerta. Upam, da ste opazili, koliko je njegovih priredb. Izjemno se je potrudil in sem mu zelo hvaležna. Dragi Krištof, hvala ti. Seveda Marcel Slakonja. In seveda Veronika Strnac. Hvala lepa, da bo večer res izvenel v najlepšem smislu, se pravi glasbi, še te moje zadnje besede.
Potrpite, lepo prosim, ker vem, da je in verjamem, da že čakate na naše krskopoljske prašičke v naši kleti, da potem zraven bodo potem tudi še praline našega Janeza Duhanča, nekaj slanega iz pekarne Suban, Isteničevo planino priskrbela občina Brešice, za te izjemne občutke pa seveda, dragi glasbeniki in seveda draga Veronika. Torej, dobimo se po zadnji pesmi, zdaj še ne bo zadnja, pa še kakšna, da bomo fajn ploskali in tudi še kako drugače počastili in se zahvalili glasbenikom Marcelu in Veroniki, pa potem seveda nadaljevali v naši kleti. Pa seveda ne pozabite, pečenko za jutri morate kmalu nasoliti in pogled usmeriti predvsem naprej. Tako svet oziroma travnike in polja raziskujejo prašički, še posebej so pri tem uspešni naši krškopoljski prašički, ki ves čas rinejo naprej, so tudi srečenožci in imajo seveda posebno mesto. In to vso srečo in to veselje in to radost in to vedno iskanje in raziskovanje naprej želimo tako vam, kot tudi dragi Veroniki in Marcelu, predvsem. Zdaj pa res, hvala lepa. Vi pa seveda aplavz in potem ne domov. Tako, srečno. V imenu obeh naju z Marcelom. Najlepša hvala, Alenka, za vso podporo. In naj povem, da je res velika čast biti gost na 11. gala novoletnem koncertu in da je krasno zapet za vse vas, draga domača publika. V imenu vseh glasbenikov vam želim zdravo, mirno in navdihujoče leto 2026. Najlepša hvala.